Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. V tokratni pravljici bomo odpotovali na Južni pol ter spoznali pingvine, ki jim je ena samcata stvar spremenila njihova življenja. Le kaj bi to lahko bilo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Nekoč je bil pingvin. Nekoč se je na mrzli, daljni ledeni gori pingvin Pingo spotaknil ob nekaj. Bilo je veliko in rdeče in v sredini listasto. Je bila streha? Splav? Jadralno letalo? Vetrobran? Klobuk? Grelna blazina? Stvar je bila precej neuporabna in je pingvine kmalu nehala zanimati. Pingo pa je postajal vse bolj zvedav. Strmel je v veliko, rdečo listasto stvar in jo poskušal razvozlati. Ko so minevali dnevi in tedni, so dobili drobni znaki pomen. Pingo je bil zelo bister pingvin. Od takrat se je Pingo v stvar zatopil. Ko so premraženi pingvini iskali zavetje, je povedal: Na tropskem otoku sem, tukaj ni snega. V času kosila je rekel: Nisem lačen, s princeso jeva sladoled. Zvečer pa je dejal: Ne moremo posteljo, z vesoljsko ladjo letiva na Luno. Pingvini so bili močno zbegani. Tropski otok? Princesa? Vesoljska ladja? Kje? Vse je tu notri, je razložil Pingo. V tej veliki, rdeči, listasti stvari. Prisluhnite. Pingo jim je začel pripovedovati o izjemnih ljudeh, daljnih deželah, čudežnih bitjih. Bilo je razburljivo, osupljivo, včasih malce grozljivo. In ko je obrnil zadnjo stran, so pingvini vzklikali: Hočemo še! Ničesar drugega ni, je žalostno rekel Pingo. Samo eno veliko rdečo listasto stvar imam. Samo trenutek, kaj pa je to? Antonova knjižnica, je prebral Pingo. Kdo je Antonova knjižnica? So vprašali pingvini. Ne vem, a moramo jo najti. Mogoče ima še druge velike rdeče listaste stvari. Zamisel jim je bila všeč. Podali so se na pot čez morje, čez gore, goščavja in džungle, dokler niso prišli do mesta. Kako drugačno je bilo od Pingove mrzle, samotne ledene gore. Meščani so hrupno racali in hiteli sem in tja. Zakaj se nihče ne ustavi? Je zaklical Pingo. Nenadoma je zagledal znan obraz. Princesa! In odpeljala jih je v Antonovo knjižnico. Antonova knjižnica je bila nekaj drugega, kot so pričakovali pingvini. Ni imela rok, niti nog, niti glave. Antonova knjižnica sploh ni bila oseba. V njej pa je bilo veliko listastih stvari vseh barv. To so knjige, je rekla princesa. Berimo. Uspelo jim je. A knjižnico so zapirali. Zapirate, je kriknil Pingo. Moram prebrati konec te zgodbe.
knjigo si lahko izposodiš in jo prebereš doma, je rekla princesa. V knjižnici si lahko vsakdo izposodi knjigo. In tako je vse več in več knjig romalo na Pingovo malo ledeno goro in nazaj. Domovanje pingvina ni bilo več mrzlo in na koncu sveta. Zato je poskrbela velika, rdeča, listasta stvar. Izjemna pravljica, prav gotovo. In v knjigah se resnično skrivajo izjemne modrosti, ki odkrivajo nova znanja ter budijo našo domišljijo. In res sem vesela, da bodo domišljijo razvijali tudi pingvini in si tako krajšali čas v mrzlih zimskih dneh. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa prisluhnite še pravljici Zajčkov bralni krožek ali pa pravljici Tiho, tukaj beremo, kjer so živali prav tako z navdušenjem prebirale knjige. Res luštni pravljici. Verjamem, da tudi vi uživate v listanju ali prebiranju knjig. Pozdravček prav vsem. Čau, čau. Ja. Pingvin Pingo. Zanimivo, kako se je tale listasta stvar sploh znašla na južnem polu. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ponovno bomo v objemu dežele večnega snega in ledu. In spoznali bomo skupino jakov, to je divje govedo z dolgo dlako in daljšimi ukrivljenimi rogovi. Ter spoznali bomo prikupno mladičko Gerto. Pred nami je zanimiva pustolovščina, zato predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Drobcena Gerta. Tam na vrhu gore, sredi večnega snega, kjer ledeni veter brije, tuli in divje vihra, je v tropu jakov vseh mogočih mir živela Gerta, drobna, da tako drobne bilo ni nikjer. No, Gerta bila je več kot vzoren jak, tako kodreve volne na hrbtu pač nima vsak. Peketala je po prepadnih pečinah in ji prav nič ni drselo. Za izvrsten oprijem 4 spretnih kopit je skrbelo. Ja, Gerta je bila od rogov do nožic naravnost imeniten jakovski mladič. Toda v meni, je potožila, ni velikega prav nič. Na repu tropa capljam, vsa majhna in drobna. O, da bi zrasla, da bi bila največjim podobna. Da bi imela orjaška kopita in roge kot gore, kajti ni je stvari, ki je velik jak ne zmore. Ampak jo je mama mirila. Jaki smo vseh oblik in višin in velik si lahko na 101 drug način. Zdaj šele rasteš, mogoče boš zrasla prav v nebo. Naj se ti nič ne mudi, biti majhen ni vedno slabo. A ko se je prikradla noč in je sonce odšlo na vdih, se je Gerti sredi tropa iz srca izvil gromozanski vzdih. Kdaj bom ogromna in visoka, je še tako velik vprašaj. Nočem biti majhna. Velika moram postati, takoj, zdaj. Tako je Gerta naredila načrt rasti in pojedla vso zelenjavo, ki se ji je znašla pod zobmi. Plezala je po gorah, se po ostrih strminah spuščala v diru, poskakovala in frlela, niti minute ni zdržala pri miru.
da bi izrasle še misli, kar ni in ni nehala brati. Ko si odrasel, moraš velike stvari tuhtati in tudi poznati. Gerta je upala in se trudila spet in spet. Dnevi so minevali, a zrasla ni niti za 5. Kaj pa, je smrknila, če sem jak take sorte, ki sploh ne more zrasti? Z lica se je zvalila solza in pristala v snežni plasti. Hej, čakaj, kaj pomeni ta hrup? Kaj se dogaja? Vse bobni, velikanska čreda jakov prihaja. V vrtoglavem diru dirjajo in tolčejo skopiti. Prva med njimi je mama. O, Gerta, pomagaj, pohiti! Poglej, jak ubogi, ujet na robu ledene ravnice, na koncu najožje, najbolj spolzke police. Naša kopita so težka, naši rogovi ne dovolj fini, da lahko bi dosegli polico v strmi pečini. Ti pa si majhna in imaš odličen oprijem. Samo ti se lahko prerineš tja gor in rešiš problem. Pravite, da rabite mene, ker sem tako majhna? Zajeclja Gerta in izbuli oči. Moja majhnost vendarle zmore velike reči. In Gerta jo je ucvrla. Časa je bilo malo. Na vso moč je zagrizla v poledenelo skalo. Po bregu navzgor je skakljala in se gnala, da je dosegla polico, kjer živalca uboga je obtičala. Je zacvilila Gerta in na mestu obstala. Ja, ti si pa najmanjši, najbolj drobižek med jaki, kar sem jih kdaj spoznala. Hotel sem peketati po pečinah, je dahnil jak drhti. Pa mi preveč drsi, in zaihtel, da mu je zatreslo drobne roge. Oprijem gre meni imenitno od nog, se je Gerti smejalo. Dobro se me drži in jaz bom poskrbela za vse ostalo. Drobižkastega jaka si je oprtala na rame in švignila navzdol čez skale in ledene jame. K domači čredi daleč spodaj, kjer so se bučno razveselili, Gerta, uspelo ti je! V en glas so ponosno krulili. Samo ti si drobižka lahko rešila, tega ne zmore vsak. So reči, ki jih zmore samo majhen jak. Ko je Gerti v njenem objemu bilo že toplo, mama je ljubeče zašepetala na uho. Glej, kot te se zgoraj na nebu zbor zvezd svetlika, tako vem, da boš zrasla, da boš kmalu tudi ti velika. A že tukaj in zdaj, ko si še drobcena in mala, si veliko moč v sebi poiskala. In ko se je Gerta zazrla v srebrni soj lune na nebu, se je nasmehnila in rekla: Biti majhen je čisto v redu. Za Gerto merim ravno prav višino in čez pas, taka sem čisto drobna in najbolj jaz. Kako prikupna pravljica, in to v rimah. In uboga Gerta, kako zelo si je želela zrasti. A kot smo že ugotovili, se časa nikakor ne da prehitevati. A Gerta se je kljub svoji majhnosti pogumno spopadla s precej nevarnim izzivom in na koncu je uspelo rešiti še manjšega, še bolj drobižkastega jaka. In verjamem, da je Gerta še danes zadovoljna s seboj in tako je tudi prav. Verjamem pa tudi, da je zagotovo vsaj malce že zrasla. Otroci,
V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še luštni pravljici z naslovom Prav tako kot ti, v kateri boste spoznali mamutko, ki si je prav tako želela zrasti. Prijeten pozdravček prav vsem, majhnim in velikim. Čau, čau. Kako prikupna pravljica. Bravo, Gerda. Ja, ni vse v velikosti. Pozdravljeni otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V tokratni zimsko obarvani pravljici bomo spoznali polhca Sivčka, ki bi se moral odpraviti na zimsko spanje, a je na vsak način želel doživeti zimsko vzdušje. Mislite, da mu je bila zima všeč? Najbolje, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Polhkova prva zima. Poletja je bilo konec in družina Polhov se je pripravljala za zimo. Oče Polh je vse noči nabiral poganke in lešnike, da družina ne bo stradala. Gospa Polhova je zbirala suhe vejice in liste za udobno gnezdo. Kmalu bo napočil čas za prezimovanje, je povedala otrokom. Kaj pa je prezimovanje? Je vprašal polhec Sivček. Takrat se zvijamo v gnezdu in prespimo zimo, mu je razložila mamica. Ko se bomo zbudili, bo spet pomlad. Hočeš reči, da prespimo vso zimo? Je vprašal Sivček. Ja, ljubček, je pokimala gospa Polhova in otaknila še eno slamico v gnezdo. Zakaj? Je vprašal Sivček. Ker je po zimi mraz in zunaj ni hrane, je pojasnila mama Polhovka. Sivček je pomislil, kako je to čudno. Ali vse živali prespijo zimo? Je vprašal. Vse ne, je odgovoril oče Polh, ki se je ravno tedaj vrnil s polno vrečo lešnikov. Polhi pa. Ampak jaz nočem, se je odločno uporil Sivček. Rad bi videl, kakšna je zima. Ah, ne bodi no neumen, zimo vedno prespimo, je jezno pihnil oče Polh. Odložil je vrečo hrane in odhitel po novo zalogo. Ampak jaz nočem prezimovati, je Sivček zatrdil mami. Ko se bo ohladilo, boš pa prav rad. Takrat ti bo pognala gosta zimska dlaka, pa boš tak, kakor jaz, ga je zavrnila mama Polhova. Zdaj pa mi skoči ven po nekaj listov, bodi tako priden. Pripraviti moramo udobno gnezdo, da nam bo po zimi toplo. Sivček je zagrabil vrečo in odcapljal v gozd po listje. Tam je srečal veverico Čopko, ki je po tleh vneto pobirala žir. Zakaj nabiraš žir, Čopka? Je vprašal polhec. Ali tudi ti prespiš zimo? Veverica je odkimala. Ne, ampak ven ne hodim veliko, je odvrnila. Premrzlo je in hrane ni, zato nabiram zalogo za zimo. Rad bi videl zimo, je povedal polhec. Nočem je prespati. Zelo rad boš spal, ko bo jesen mimo, se je oglasil ježek Vodiček, ki je prilezel izpod podrtega drevesa, kjer si je gradil gnezdo. Kakor hitro pride mraz, si poiščem udobno skrivališče in tam spim, dokler ni spet pomlad. Torej tudi ti prespiš zimo? Je vprašal Sivček. Vsekakor, je prikimal Vodiček. Če spiš, se najlepše pretolčeš skozi zimo. Sivček je pomislil, kako dolgočasno je to. No, jaz že ne bom vso zimo samo spal, je povedal. Ne bom in pika. Ko je polhec z vrečo listja odcepetal proč, sta se Vodiček in Čopka nasmejala drug drugemu. Bomo že videli, se je muzal ježek Vodiček.
Potem pa si je šel naprej graditi gnezdo. Sivček je sklenil, da bo izvedel več o zimi. Povprašal bom jazbeca Črtomira, je pomislil, on vse ve. Črtomira je zagledal, ko je nabiral praprot za gnezdo. Mi lahko poveš, kaj je o zimi, Črtomir? Je vprašal polhec. Črtomir mu je pripovedoval o snegu, ki pokriva zemljo, in o vodi v reki, ki je tako mrzla, da se včasih spremeni v led. Sivček si je mislil, kako razburljiva je zima. Komaj je čakal, da bo videl sneg. Noči so bile vedno hladnejše in polhi niso bile več veliko na prostem. Radi so se vračali v toploto svojega doma. Potem pa je oče polh nekaj noči oznanil, da je napočil čas za prezimovanje. Noči so že veliko prehladne, je rekel. Čas je, da se pošteno najemo, se zvijemo v gnezdo in zaspimo do pomladi. Mama polhova in mladiči so mu pritrdili. Čutili so, kako jih preveva utrujenost. Lodili so se jagodičevja in lešnikov, ki jih je bil nabral oče polh. Potem pa so se zleknili k dolgemu spancu. Vsi, razen Sivčka. Tudi on se je zvil in se delal, kot da spi. Ko so vsi trdno zasmrčali, je spet zlezel iz gnezda. Niti na misel mu ni padlo, da bi spal. Vso zimo bo buden, da bo videl sneg. Sivček je vsako noč hodil ven in iskal sneg. Zunaj je bilo zelo hladno. Sivček je bil vesel, da ima debel zimski kožuh. Gozd je bil ves spremenjen. Na drevesih ni bilo listja in na grmih ne jagodičevja. Videti je bilo, kot da vse spi. Sivček je taval po gozdu in upal, da bo našel tovariša za igro. A kaj, ko ni bilo nikjer nikogar? Potem pa je neke noči srečal Črtomira. Jo, kaj pa počneš zunaj, mali polhec? Ga je vprašal jazbec. Moral bi spati. Rad bi videl zimo, rad bi videl sneg, mu je zaupal Sivček. No, želja se ti bo kmalu izpolnila, ga je potolažil Črtomir in ovohaval zrak. Kar voham, da bo jutri snežilo. Sivček je že komaj čakal. Naslednjega dne je bilo res zelo, zelo hladno. Sivček je trepetal od mraza in se hrepeneče oziral po gnezdu, kjer so prezimovali njegovi domači. Potem pa se je spomnil, kaj je bil rekel Črtomir in pokukal ven, da bi videl, ali je že kaj snega. Zaprepadeno je strmel v čudni beli svet, ki se mu je razprostiral pred očmi. Vse je pokvaril bel prah, tudi drevje in grmovje. To je gotovo sneg. Končno ga vidi. Sivček je pohitel ven, da bi se igral. Čof, je padel v sneg. Bil je tako globok, da bi se kmalu čez glavo vdrl vanj. Sivček je splezal ven, kakor hitro je mogel. Tako se je tresel od mraza, da so mu šklepetali zobje. Sneg mu ni bil nič več všeč. Tudi zime ni maral. Bilo je premrzlo. Sivček se je še zadnjič ozrl po belini in odhitel domov. Otresel si je sneg s kožuha in zlezel v gnezdo. Bilo je mehko in toplo. Mogoče pa zimsko spanje le ni tako napačno. Ja, bo kar držalo, kaj ne? No, pa je polhec le doživel zimo, ki pa mu ni bila najbolj všeč, kaj ne? Moram pa priznati, da je bil morda malce trmoglav ter precej vztrajen tale Sivček. A pomembno je, da je to ugotovil kar na lastni koži, ter prišel do zaključka, da je zimo zaradi mraza res najbolje prespati. Je pa med raziskovanjem spoznal precej živali, ki zimo tako kot polhi prespijo, in živali, ki zimo le predremljajo. Luštna pravljica. V moji knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Sovica Oka, ki se je tudi odločila, da bo noč prespala, podnevi pa odšla raziskovati po gozdu. Le kako se je razpletla ta pravljica? Le prisluhnite ji. Otroci,
Lepo se imejte in pošiljam vam pohkov pozdravček. Čau, čau. Ja, zima je kar huda reč. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes bomo spoznali belega medvedka, ki si je zaželel leteti. In ne boste verjeli, nekega dne je v morje padel čuden ptič po imenu Juri in skupaj z njim sta poletela visoko med oblake, višje in višje. In medvedku se je želja le uresničila. Mislite, da mu je bilo všeč? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Beli medvedek, pomagaj mi leteti. Lars, mali beli medvedek, se je v močnem vetru in stropenem mrazu rad igral. Doma je bil pač v deželi večnega snega in ledu. Tisti dan pa je bil čisto poseben dan. Sijalo je namreč sonce in Lars se je leno kožuščkal na toplih žarkih. Če bi si zdaj lahko nekaj zaželel, potem bi rad znal leteti, je vzdihnil in poškilil v nebo. Nad njim so krožili kričavi galebi. No, mogoče ne bi letal tako visoko. Zmotilo ga je zamolklo brnenje. 300 belih medvedov, ladja! Se je zgrozil, zdrsnil po ledeni plošči in se skril za svoj snežni hribček. Trdno se je oprijel roba ledu, ki se je gugal na velikih valovih. Ladja ga je skoraj oplazila. Ti tam spodaj, pazi! Je še zaslišal, potem pa je tik ob njem nekaj štrbunknilo v vodo in izginilo v globočino. Ko si je beli medvedek opomogel od mokrega presenečenja, se je radovedno potopil še sam. Zagledal je čudnega ptiča, ki se ga je neznansko prestrašil. Lars pa je zaplaval še malo globlje in ga nežno dvignil na površje. Ne boj se me, jaz sem mali beli medvedek Lars, je razložil in prijazno prhnil nekaj kapljic morske vode vanj. Jaz pa sem Juri, mormonski papagaj. Lahko mi rečeš kar mormon, je odčivkal ptič. Kaj? Papagaj? Še nikoli nisem slišal za take smešne papige, se je začudil Lars. Od kod pa si? Od daleč. Lovil sem ribe za kosilo, pa sem perutko pomočil v razlito nafto in se komaj rešil na ladjo. Dneve in dneve sem skušal razpreti krila in jih očistiti, pa ni šlo. Potem pa sem postal grozno lačen. Zagledal sem kopno, skočil sem in zdaj sem tu. Joj, nikoli več ne bom videl doma, je zajokal Juri. Kaj pa še? Že marsikomu sem pomagal priti nazaj domov. Je to lažje beli medvedek. Glej, tvoja ladja se je zasidrala. To je dobro, dovolj časa imava. Dobro? Zakaj je dobro? Ker boš tole ladjo še presneto potreboval, če boš hotel najti pot nazaj. Pri letenju ti sicer ne bom veliko pomoč, pomagal pa ti bom pozdraviti tvoja krila. Kadar nas bele medvede kaj boli, gremo do gejzirjev in zlezemo v tiste vrelce tople vode. Pridi! Juri je odracal za Larsom. Raje bi letel. Letenje je najlepša stvar na svetu, je zastokal. Verjamem, tudi sam bi rad kdaj poletel. Skoči na moj hrbet, hitreje bo šlo. Ko sta pricacala do vrelcev, se Juri ni upal potopiti vanje. Si prepričan, da mi ne bo škodilo? Je kar nekam pokakano povprašal belega medvedka. Ko pa je končno le čepel v vroči vodi, sploh ni hotel več ven. S kril je kmalu izginila tudi vsa smrdljiva oljna obloga. Le leteti še ni mogel, zato sta prijatelja razočarana odcapljala nazaj k ladji.
Ko pa sta prišla že skoraj do zaliva, sta pred seboj zagledala ogromno pisano kroglo. Lars se je pošteno prestrašil, Juri pa je mirno rekel: "S tem ljudje letajo, veš, sam sem jih videl." "Letajo," se je zakrohotal beli medvedek. "Letajo s tako veliko in debelo bunko, pa kar brez kril, dej no dej." Radovednež pa je vseeno splezal v košaro pod pisano kroglo, da bi se vse skupaj natanko ogledal. Odkril je kopico lučk, stikal, gumbov, ročic in kablov. "Juri, tole moraš videti," je navdušeno vzkliknil in pomagal prijatelju zlesti za njim. Ob tem pa se je nehote nečesa dotaknil, zaslišal je čuden sikajoč zvok, nad njunima glavama pa je švignil plamen in balon se je dvignil. Hitro se je vzpenjal in se pridružil plesu snežink. Košara se je v snežnem metežu divje gugala. Lars in Juri sta se stisnila drug drugemu in zaskrbljeno strmela v sikajoči plamen. Ko si je ptiček le upal pokukati čez rob košare, sta bila že previsoko za skok iz nje. Mislim, da letiva vedno višje, Lars," je zašepetal. Beli medvedek je požoral debel cmok, ki se mu naredil v grlu. "Letiva? In vedno višje?" "Ja, sva že med oblaki." Oblaki?" je zajecljal Lars in požoral še en cmok. Naenkrat je sikanje prenehalo in plamen se je zmanjšal. Popotnika sta mirno plula nad morjem belih oblakov. "A ni letenje prekrasno?" je vristkal Juri. Beli medvedek je previdno poškilil čez rob. Oblaki so bili spodaj in ne več zgoraj. To je bilo pravo presenečenje in Larsu se je zdelo čudovito. Ampak nekje globoko v medvedjem srčku ga je bilo vseeno še vedno salamensko strah. "S te višine pa gotovo lahko spet poletim," je zavriskal mali mormon in se, še preden ga je Lars lahko povlekel nazaj na varno, pognal v globino. "Kmalu nasvidenje," je še vrisknil in je zginil v mlečni preprogi oblakov. Lars je ostal sam. Tedaj je plamen ugasnil in balon se je pogreznil v beli nič. "Juri, na pomoč! Na pomoč!" je kričal medvedek, toda odgovora ni bilo. Balon se je prigugal iz oblakov in pod njimi je letel Juri. "Poglej me, Lars, spet lahko letim," je zadovoljno vzkliknil in že ga ni bilo nikjer več. Beli medvedek je gledal za njim in vzdihnil. "Kaj pa jaz? Kako pa naj se jaz rešim? Tla so nevarno blizu, raztreščil se bom, ojoj." Imel je srečo. Košara se je mehko dotaknila ledenih tal in Lars je skočil iz nje. Z vsemi 4 tacami v snegu se še nikoli ni tako dobro počutil. Častna medvedja beseda. Priletel je Juri. V kljunu je držal 2 slastni ribi. "Zate, Lars," je prijazno odmomljal. "Zaradi tebe spet lahko letim. In jaz zaradi tebe vem, kako čudovito je letenje," se je nasmehnil beli medvedek. Povzpel se je na najvišji ledeni hrib, da bi se prijatelju lahko še dolgo mahal v slovo. "To poletje te zagotovo obiščem," mu je obljubil Juri in v velikem loku odletel k ladji, ki je plula iz zaliva. Ko je že izginila daleč na obzorju, je beli medvedek še vedno sedel na hribu. "Tale je zame čisto dovolj visok," je mrmral. "Meni res ni treba letati, saj imam prijatelja, ki to zna. On lahko leti še zame. In to je pravzaprav še lepše, kot če bi letel sam." Kako prikupna pravljica, kaj ne? Ja, včasih sanje in želje lahko postanejo tudi resničnost. In seveda, če imamo ob sebi osebo, ki nam lahko pri tem pomaga, je to še toliko bolje. In v tokratni zgodbi je to bil ptič Juri, ki mu je pomagal poleteti visoko v nebo.
a medvedu ni bilo najbolj všeč, ne? Še posebej takrat, ko je začel padati z balonom. Na srečo se je vse dobro izšlo. A medvedek je bil zelo vztrajen in pogumen, da je poskusil in uresničil svojo željo. Kmalu pa je ugotovil, da je na koncu vsekakor bolje ostati na trdnih tleh. Otroci, v mojem knjižnem kotičku prisluhnite še pravljici Polhkova prva zima, v kateri si je Polhek strašansko želel doživeti zimo, videti sneg in bil je ves navdušen. Na koncu je ugotovil, da zima le ni tako prijazna, kot se zdi na prvi pogled. Le prisluhnite ji. Tako, lepo se imejte, uživajte zimske dni in prijeten pozdravček vsem. Čau, čau! Luštna pravljica. Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji zimsko obarvani pravljici bomo spoznali prikupnega polarnega medvedka, ki je za svojo mamico pripravil presenečenje. Le kaj bi to lahko bilo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Snežek in njegova skrivnost. Na vsem svetu ni bilo nikogar, ki bi ga medvedek Snežek imel tako rad kot svojo mamico. In tudi mamica je imela Snežka na vsem svetu najraje. Snežek in mamica. Vedno sta bila skupaj. No, skoraj vedno. Kajti Snežek je vedel za veliko skrivnost, dobro skrito nekje v bližini, in če je le mogel, je izginil tja. Mamica o tem seveda ni vedela ničesar, sicer skrivnost ne bi bila več skrivnost. Zato si je moral Snežek kar naprej izmišljati izgovore. Mami, lulat grem, je zaklical in je odsvrl na svoj skrivni prostorček, kolikor so ga nesle tačke. Tale lulu je bil pa dolg, je menila mamica, ko se je končno vrnil. Ja, je bil še kupček zraven, se je brž znašel Snežek in kar malo zardel. Tako, tako, se je namuznila mamica. Tudi kupček, da je bil, praviš? Ven se grem igrat, je rekel Snežek, ko sta se vrnila domov. Komaj pa mu je mamica obrnila hrbet, jo je spet pobrisal na svoj skrivni prostorček in se lotil, tistega, za kar je vedel le on. In ko ga je mamica poklicala h kosilu, je pridirjal nazaj skoraj brez sape. Od ušes do podplatov je bil snežen. Zvalil sem se po bregu, je odjecljal in navihano pomežiknil mamici. Ko je pojedel, je spet izginil. Čakalo ga je namreč še precej dela, preden bo opravil, kar se je namenil. Kmalu pa je bila njegova skrivnost že tako velika, da res ni mogel biti več tiho. Mami, mami, je kričal razburjeno, pridi pogledat, hitro! Mamica od začudenja kar ovnemela. Česa tako lepega še nikoli ni videla. To sva midva, je ponosno izjavil Snežek in pokazal na svojo veliko skrivnost. Dolgo sta jo občudovala, tiho in brez besed. Pa saj jih ni bilo treba. Snežek je bil vesel. Končno je lahko svojo skrivnost delil z mamico. Tesno objeta sta zaspala in se še v spanju držala na smeh, ker sta bila skupaj.
Snežek in njegova mamica. Kako srčna pravljica, kaj ne? Ja, medvedek se je res potrudil in skrbno varoval svojo skrivnost. In poglejte, kaj je ustvaril. Prečudovito sneženo skulpturo. In kako vesela je bila mamica. In na koncu, poglejte, sta takole objeta, srečna, smehljajem na ustnicah, zaspala. Ja. Verjamem, da tudi vi kdaj pripravite staršem ali pa starim staršem ali pa komu drugemu kakšno presenečenje. In seveda so ga vsi zelo, zelo veseli. Takšno presenečenje pa ni nujno, da je v materialni obliki. Lahko je tudi nasmešek ali pa kakšna lepa beseda. Vse to so lepa presenečenja, ki smo jih vsi veseli. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni zelo podobni pravljici z naslovom Sneženi Medo. Zimski pozdravček prav vsem in najlepša hvala, da spremljate pravljice. Čau, čau! Kako prijazno. Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. V današnji, seveda zimsko obarvani pravljici, bomo spoznali prikupnega krtka, ki se je ves čas čuden nad snežno pokrajino odpravil na pravo pustolovščino. Le kaj vse je doživel med raziskovanjem? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Diamant v snegu. Pri moji kartini, je vzkliknil krtek, ko je nekega dne priril iz zemlje. Kaj pa je to? Bilo je sredi zime in gozdnato pokrajino je prekrila debela snežna odeja. Krtek ni še nikoli videl snega. Zaradi njega je bila pokrajina videti neznana in čudovita. Zapustil je svojo kartino in se podal raziskovati. Vse okrog je vladala tišina, kot bi bila vsa pokrajina začarana. Krtek se ni mogel načuditi, očaran od vsega. Potem pa je nenadoma začutil, da drsi po strmem zasneženem pobočju. O! Je stokal, ko se je s svojimi tačkami poskušal ustaviti. Ui! Je vzklikal, ko je brzel po strmini navzdol. Uf! Je zajavkal, ko je treščil ob drevesno deblo. Krtek se je pobral in presenečen zajel sapo. Nekaj gladkega in bleščečega je štrlelo iz snega tik ob njem. Bil je prepričan, da tega še trenutek pred tem ni bilo tam. To je zagotovo čarovnija, je pomislil Krtek. Videti je kot diamant. Moram ga vzeti s seboj domov, se je odločil. Krtek je nesel diamant po strmem bregu navzgor. Bilo je naporno. Diamant je postajal moker in spolzek, zato ga je bilo težko držati. Presneto, je rekel Krtek, ko mu je spodrsnilo in je diamant kar izstrelilo iz njegovih tačk. To je pa tako, kot da bi mi hotel pobegniti, je Krtek sopel, ko je lovil diamant po strmini. Morda pa je čaroben diamant, je pomislil. Kako je sopihal, ko je končno dosegal vrh brega. Vroče mu je bilo in bil je zelo utrujen.
Hitel je ves nestrpen, da bi bil čim prej doma. Zdaj je bil prepričan, da je diamant res čaroben, saj je v njegovih tačkah spreminjal obliko. Bil je že skoraj na cilju, ko je spoznal, da v njegovih tačkah ni ničesar več. Diamant je izginil, tik pred njegovimi očmi. Tisti trenutek je mimo njegovih ušes privršala snežna kepa. Takoj za njo pa so prišli jež, veverica in zajec. Pozdravljen, Krtek, ga je živahno ogovoril jež. Ali se boš kepal z nami? Ga je povabila veverica. Toda Krtek je bil še vedno nesrečen, saj so bile njegove tačke prazne. Kaj pa se ti je zgodilo, Krtek? Ga je vprašal zajec. Krtek jim je povedal vse o čarobnem diamantu. Kako se je kar pojavil od nikoder, spreminjal obliko in hotel pobegniti, ter kako je končno izginil tik pred njegovimi očmi. Naj je Krtek svojo dogodivščino opisoval še tako prepričljivo, prijatelji mu niso verjeli. Vsi skupaj so se vrnili k drevesu, kjer je Krtek diamant prvič zagledal. Tukaj sem ga našel, jim je razlagal Krtek in kazal v sneg pred seboj. Zajec, jež in veverica pa so se smejali. Poglej, je rekel zajec in operil tačke v veje. Krtek je nezaupljivo dvignil pogled in takrat jih je zagledal. Na drevesu je bilo na stotine diamantov. Veseli so prav z vsake veje. To so ledene sveče, je pojasnila veverica. To je samo zamrznjena voda, je nadaljeval jež. Tista ledena sveča, ki si jo ti našel, se je stopila v tvojih tačkah, je razložil zajec. Torej ni bila čarobna, je bil žalosten Krtek. Ne čisto zares, mu je prijazno odgovoril zajec. 4 prijatelji so se podali v breg. Ko so dosegli vrh, se je Krtek še zadnjič bežno ozrl proti drevesu, polnemu ledenih sveč. Samo za trenutek se ustavite, je rekel ves vznemirjen. Poglejte! Sonce je zahajalo čez zasneženo gozdnato pokrajino in svoje zadnje žarke poslalo med veje drevesa, tako da se je prav vsaka ledena sveča svetlikala v zlati svetlobi. To je bil najveličastnejši trenutek, kar jih je doživel kdorkoli od njih. Krtek, zajec, jež in veverica so strmeli v drevo, začarani in prevzeti, dokler ni zamrl zadnji sončni žarek. To je bilo čudovito, je olajšano vzdihnil zajec, ko se je spet podal na svojo pot proti gozdu. Res krasno, se je strinjal jež. Pravlično, je dodala veverica. No, ste videli? Je smeji rekel Krtek ponosno. Saj sem vam rekel, da so čarobne. Ejoj, kako prikupen je bil tale Krtek, prav res. Tako pozitivno naravnan, navdušen nad zimsko pokrajino, ter očaran nad ledeno svečo. In poglejte to drevo. Kako čudovito je moralo res izgledati ob sončnem zahodu. Ja, pravlično in čarobno, tako kot so ugotovile živali. In ja, stvari so v življenju res čarobne. Le videti jih je potrebno in verjeti vanje, predvsem pa verjeti vase. Otroci, v mojem knjižnem kotičku prisluhnite še mnogim zimskim pravljicam, ki so kot nalašč za hladne zimske dni. In ne pozabite, če imate željo slišati vašo najljubšo pravljico, mi lahko vaši starši pošljejo elektronsko sporočilo na naslov mojknjižnikoticek@gmail.com. Res se veselim prebiranja vaših sporočil. Uživajte, lepo se imejte in ne pozabite na svoje sanje. Naj bodo čim bolj čarobne. Čau, čau! Ja.
Res lepo, ne? Kadar verjamemo v kakšne stvari. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji zimsko obarvani pravljici bomo spoznali gozdne živali, ki so v pričakovanju nečesa posebnega. Le česa? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti pravljici v rimah z naslovom Zima je zajčica. Prav spokojno v tišini nemo drema gozd po zimi. Na temnih vejah že zarana, kot kristal se sveti slana. Ravne smreke in gole bukve molčijo, v temno nebo nepremično strmijo. Tam zgoraj vse sivoje in zemlja že čaka. Mogoče kdo ve, kdaj prišlo bo izza oblaka? Še veter je obmolknil. Izgubil je glas. Sinička zašepeta. Je končno že čas? Veveriček prizdigne smrček in zakriči. Mislim, da ga vidim. Kaj se ti zdi? Zajčica z noskom povoha. Nekaj že sluti. Ne vidim ga, a v zraku se čuti. Sladek in slasten je kot mlečni cvet, vonj njegov je kot iz nebes vzet. Sinička nestrpno leta sem in tja ter žvrgoli. Bo že prišel? Nič ne vidim, nemirno krili. Kdo? Kje? Odkot? Se obračajo vse povprek. Tukaj je, glejte, z neba že pada sneg. Kot peresca se lahkotno spuščajo snežinke, v nemem plesu igrajo male sevilinke. Vedno več jih je, 100, nešteto, v čarobnem vzdušju plešejo zavzeto. Beli kosmi so prav vse povsod. Pokrili so veje, bel je rečni prod. Pokrili so trato, grmovje, korenine. Trije prijatelji strmijo v bele balerine. Prizor je čaroben in res čudovit. Bel plašč ves gozd je ovit. Ko pa zaključi se snežna predstava, Veveriček sklikne. Igrajmo se, to bo zabava. Zamolkli belini v srečen skaklja. Kepajmo se, kepajmo, veselo čeblja. Paf, naravnoš smrček mu kepa prileti. Kdo je bil? Haha, se zajčica širokih ust smeji. Veveriček zdaj kepo napravi, jo vrže odločno, šment. Zgrešil je tarčo, siničko zadel je močno. A če se zajčica smeje in Veveriček greši, sinička se brani in bitka se razplamti. Pazi se, ne boš me, smeje padajo v znak. Res sreča, da vsak padec v sneg je blag in mehak. Po 6 poskusih sinička se ustavi. Prijatelji, bi se kaj drugega igrali? Katero bomo izbrali, da nam bo lepo? Čarovnik meša barve? Ne bo šlo. Hej, pod borom Veveriček zaropota. Skrivalnice, kaj pravite, družba, ste za? Neto izšteva. An, ban, 5 podgan, a na koncu je prav on izbran. Veveriček šteje zaprtimi očmi,
V tišini se skrijejo, že jih več ni. Sinička v bližnji brlog se pritaji, zajčica pa daleč, daleč stran odhiti. Dolgouhka želi najti čim boljše skrivališče. Nobeno ji ni prav všeč, zato še naprej vneto išče. Preveč enostavno je tukaj za njo, še dlje jo tako njene nožice ucvro. Ob poti polno skrivališče opazi, vseeno še naprej po snegu gazi. Še dlje navzgor, čez hrib je že šla, ko se le ustavi in se vpraša: kam sem prišla? Nehote se je zajčica oddaljila, se v neznane loge izgubila. Zašepeta si: boljše, da se vrnem. Ampak joj, v katero stran naj se obrnem? Sem? Tja? Mogoče, ali pa tudi ne. Poti je res polno, a enake bele so vse. Ena ni drugačna od druge poti. Izgubila sem se, zajčica ugotovi. Kaj pa zdaj? Tik, tak, čas teče in nič ne reče. Tup, 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 in srček bije drhteče. Še malo in bo padla temna noč, v njej se strah prebuja. Na pomoč! Ne vidi več se dreves, bliža se polnoč. Kaj če v temi volkovi jo odpeljajo proč? Zajčica zavpije: slišim glasove iz daljave, prosim, pomagajte mi iz te goščave. Skozi gostno to iza grebena lahkotno in šepetaje priskakljata prijatelja njena. Sinička, veveriček, kako sem vaju vesela. Zajčica, tukaj si, sta složno zapela. Pogrešala sva te, se preplašila, kar hitro sva se iskanja lotila. Kako sta me našla, sta imela pomoč? Sledi v snegu si pustila, ko odtacala si proč. Vidiš, za njimi sva šla, to res ni problem. Zajčica je srečna, podari jima topel objem. Res lepo sta me presenetila, zdaj pa rada bi domov odšla. Po zasneženi poti zdaj lahkih nog prijatelji v vrsti korakajo čez log. V družbi še strahica skrije in gost spet čarovnija ovije. Sonce zahaja in dneva že skoraj več ni. Veveriček lučko prižge, si pot osvetli. Po beli pokrajini utrujena druščina hodi, svetloba zdaj proti domu jih vodi. Korak za korakom bližje so, glej, Sinička zapoje: doma smo, juhej! Ob toplem kaminu kramljajo hvaležno, Ježku opisali bodo dogodivščino snežno. Ko spet dišalo bo po cvetoči pomladi, se bodo zimske zgodbe spominjali radi. Evoj, čudovita zimska pravljica. Zimski čas je za živali res nekaj posebnega. Ne le zaradi čarobnega vzdušja, temveč tudi zaradi bele, puhaste odeje, ki prekrije okolico. Ta pa jih lahko tudi malce zmede ali celo zavede. A če so živali v družbi pravih prijateljev, kot naša današnja knjižna junakinja Zajčica, je na koncu vse v najlepšem redu. Bravo, živali! Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še mnogim drugim zimskim pravljicam. Lepo se imejte, uživajte v zimskih dneh in se kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam en zimski pozdravček. Čau, čau! Zelo simpatična pravljica.